In medtem, ko so razmerja moči v parlamentu bolj ali manj začrtana in nastaja, desno-sredinska vlada pa opozorila prihajajo iz sindikalnih vrst in z nasprotnega političnega pola. Župan Janković, dolgoletni podpornik Roberta Goloba, ob obeležitvi praznika 1. maj na Rožniku pričakovano ni skoparil niti s pohvalami na račun odhajajoče vlade. Vlada, ki je še na oblasti, ker se ne bo državni zbor odločil po neki svoji inerciji drugače, je naredila veliko dobrega za našo državo, za Ljubljano. Ta vlada nam je dala mir in varnost. In kakšen rok trajanja je Janković ob tem napovedal nastajajoči parlamentarni večini? Ali bo čez pol leta še šestič kandidiral za župana in ali si ga Ljubljančani tam sploh še želijo? Kaja Kobetič. Tradicionalno v rdeče obarvan ljubljanski Rožnik, od plapolajočih zastav, majic in nagljev do še bolj uveljavljenih parol. Živijo 1. maj. V prvi vrsti povsem zasedenih gasilskih klopi pa po 2 desetletjih županovanja nič kaj manj tradicionalno Zoran Janković. Jaz bom še naprej hodil, dokler me noge nosi, hodim peš gor. V nagovoru ob prazniku dela je kot najpomembnejši kapital izpostavil človeškega in ob vnovičnih pohvalah odhajajoče Golobove vlade našteval, kako so, kot pravi, izboljšali pogoje tudi za zaposlene. Ta vlada je prenesla v teh časih nekaj, kar še nobena prej ni. Konec koncev minimalna plača, božičnica. Po še zdaleč ne politično ostrem govoru Janković tudi glede nove politične večine, ki se oblikuje v parlamentu, ni bil zgovoren. Glede trajanja mandata pa meni, je pa zelo odvisno, ali se bojo vtaknili v pridobljene pravice vseh ljudi. Pol leta pred lokalnimi volitvami pa je čas na odru izkoristil tudi za nekaj trepljanja po rami. Mi smo odprli pred 3 meseci 100 neprofitnih mestnih stanovanj v Zvezni ulici, naslednjo otvoritev v avgusta na Pesarski ulici tudi 100 in potem konec septembra še na Rakovi Jelši tudi 100. A vam je bil govor župana všeč? Zelo, zelo. Vedno ima dobre govore. Govor? Govor! On govori o stanovanjih. Koliko je Ljubljana zapufana? V redu, vse je standardno, vse se ponavlja, ampak enkrat na leto ga poslušamo. Še več oči pa bo v Jankovićev nastop bržkone uprtih čez točno teden dni, ko bo tradicionalno ob praznovanju dneva zmage povedal, ali boste ponovno kandidirali ali lahko kaj namignete. Da pridete na grad, tam bo kar namignil. A bi si želeli, da aktualni župan ponovno kandidira? Ja, najbrž bi bil vsak še slabši. Ja, če puf vrne. Ja, še parkirišče mora urediti, pa bo vse v redu. Absolutno bi bil za, ker je on enkraten. Na Rožnik, kjer ni manjkalo za piknik značilnih dobrot, pa je danes kot eden redkih, če ne kar edini poslanec prišel novo izvoljeni predstavnik Svobode. Sem to treba nositi. Jaz vem, da vsi moji kolegi to, kar sem povedal, nosijo tudi sami v srcu. Se pravi delavca, delavke, se bomo za to zavzemali, za socialno državo, za spoštovanje delavca, za solidarnost. Kar obeležuje tudi praznik dela.